treba malo razmišljati o tem, a res avto sploh potrebujemo. Recimo, mi smo se ga 3 leta nazaj približno znebili, pač nimamo več avta v zasebni lasti in živimo bolje, pa še ceneje. Veš, zelo malo ljudi to ve. Kako se pa prevažaš? S kolesom, sem prišel s taksijem, Aha, s taksijem. nazaj bom šel mogoče z Avant2Go, ne vem kako blizu je. 5 minut stran peš. No, pa bom šel 5 minut stran peš, malo več hodim, čas za dopust si sposodimo avto, pač klasičen avto, Najameš, ja. Najamemo avto in prej smo plačevali za avto, za ta prestiž avta, pa to ni bil prestižen avto, to je bil Citroen C4 Grand Picasso, ko smo ga prodali, je bil star 10 let, ko smo ga kupili, je bil star 3 leta, kupil sem ga za, mislim, da za 10 000 evrov, prodal za 3 000 evrov in potem je revež romal tam nekam v Ukrajino. In lej, zdaj, no, pazi, ta avto smo imeli na leasing in ko sem ga odplačil, končno ta leasing, sem dobil plaketo, na kateri je zlatimi črkami pisalo, ne šalim se, zlatimi črkami je pisalo, postali ste srečni lastnik avtomobila. Pa spodaj podpis, leasinška hiša v stečaju. Aha. To se mi je zdel tak res absurd sedanjega časa. In pa sem rekel, sam sebi, to je bilo ravno v prvem letu pandemije, sem rekel, pa a mi sploh ta avto potrebujemo? Mislim, ta avto je stal 99% časa na parkirišču. Ta avto je bil nepotreben objekt v našem življenju. Res, vse bolj. In avtomobili so v mestih zato, da zasedajo prostor po večini. V povprečju stojijo več kot 95% časa. Zdaj, to je edina tema, ki je vedno, ko govorim o njej, sporna. Pri Slovencih Kaj pa je spornega tukaj? avto. Ja, ampak kaj je sporno? Da ne bi smel vsak svojega imeti v lastništvu? Ja, kadarkoli o tem govorim, tako javno, imam potem s tem probleme. Tako da, zdaj, disclaimer, nikakor ne trdim, da bi se morali vsi znebiti avtomobilov, ravno nasprotno. Življenje v mestih je brez avtomobilov mogoče lažje in cenejše, na podeželju, na vasi pa je brez avtomobila, in to povsem razumem, zelo težko živeti. Zakaj? Tudi zaradi tega, ker imamo res nemogoč javni prevoz. In mislim pa, da ogromno ljudi v mestih bi se lahko razbremenilo te vožnje z avtomobilom in te teže, ki jo nosimo s sabo. Pazi, tudi finančne teže, to sem hotel reči. Mi smo prej za ta luksus avtomobila, starega avtomobila, plačevali približno 6 000 evrov letno, zdaj plačujem za mobilnost, pa nisem bistveno manj mobilen. Kvečemo bolj mogoče, pa še čist avto imam vedno, kadar ga vozim, plačujemo 4 000 evrov. Torej 2 000 evrov letno prihrani naša družina, zato ker živimo brez avtomobila. Tako, mislim, ekonomske računice avta ni v mestu. Verjetno ljudje se tega zavedajo, da malo več plačajo, ampak plačajo si udobje, da pred blokom je na voljo avto in se on lahko kamorkoli odpelje. Predpostavljam, ne? Ampak veš, kakva je cena? Recimo, ampak očitno je vredna jim, ne? In tukaj sem hotel povedati sam, kako jaz razmišljam o teh tematikah ali pa težavah, ki jih imamo kot človeška civilizacija, je, da moramo iniciative boljše narediti. Da se bo ljudem enostavno boljša stvar bolj splačala, ne? Poznaš pa ne sam Charlie Mungerja, poznaš? Ne. To ne sam lahko. Charlie Munger je partner od Warren Buffetta že vrsto let v Berkshireu, ne? To ima ta sklad, ne? In on je rekel, ne, pokaži mi iniciative in pokazal ti bom rezultat, ne? In to se mi zdi, da res drži, ne? Mi moramo ljudem narediti, da se jim bo stvari splačale. Če ne bomo mogli na silo spremeniti vedenja, ne? Tako jaz verjamem, ne? Sej prav, kar sem povedal, zakaj se splačajo, ne? Mislim, finančno, ampak udobja ni. In isto udobje imamo, še več udobja. To ti pravim. Ni avta na voljo, ko ga rabiš, ne? Hvala Bogu. Se sem vesel, da ga ni. No, ampak hočem samo povedati, kako sploh takrat, ko je toča, veš, pa bi gledal zaskrbljeno, kako bo stavkla ali ne bo. Veš, problem je, ker fetišiziramo avto. Tudi to. Avto je statusni simbol. Tudi to. In to jim ljudem pol vzemaš, ne? Kar oni vrednotijo. Zato ti pravim, da je to sporna tema, ker vsakič, ko o tem govorim, so jezni. Tudi moji mami sem rekel, mama, avta ne rabiš, pa imela, ne vem, 15 let starega Peugeota.
ne rabiš avta, s tem imaš samo stroške, pa ko je sneg, ga moraš sama skidati, ali pa moraš sosede prositi, pa servisi te drago stanejo. In kaj njen odgovor? Ja, vzeti mi hočeš svobodo, ne? Ker ona ima pač to predstavo, da je avto enako svoboda. Pa sem rekel, pa ne vem, s taksijem, kamorkoli, ona stanuje v Celju in v Celju je taksi razmeroma poceni, ne vem, 3-4 evre stane, če se pelješ praktično kamorkoli, k stricu na obisk ali pa v center mesta. Ne, boljš, če imam avto. Ampak jaz jo razumem, ne, jaz A ti mislim, imaš da avto? imam avto, ampak razumem, veš kaj razumem? Mislim, da razumem, da se ne da ljudi na ta način prepričati. Sej, jaz jih tudi ne prepričujem. Oni bojo sami z boljšimi iniciativami šli tja, a ne, recimo bomo imeli samo vozeča vozila, ti boš lastnik lahko tega, ampak med tem, ko boš ti v službi ali pa ko boš doma, bo ta samovozeč avtomobil lahko delal zate in bo tvoj delavec in bo upravljal delo taksista. In to bo iniciativa, ki ne boš mogel spregledati in boš rešil ta problem, ki jaz mislim, da tvoj glavni problem je, da je ogromno smo vložili, da se ta avto izdela, plačali smo ga, baterije smo, kobalt smo v Afriki rudarili, ne? In zdaj 95% časa stoji neizkoriščen. In če to rešimo na ta način, ne, smo vsi zmagali. Ampak kako smo prišli tja? S tehnologijo. Kdo je naredil to tehnologijo? Te velike korporacije. Pa ne samo s tehnologijo. Spremembe na cestah se bojo zgodile, ko se bojo zgodile spremembe v glavah. Znebiti se moramo recimo ideje, da je edina možnost prevoza lastniški avto. Ne, za samo vozeče vozilo, ki jaz mislim, da je ful dobra rešitev za ta problem, o katerem govoriva, tehnologija bo prišla iz strani velikega podjetja, ki bo velike količine keša dal za ta razvoj tega. Ali bo to Tesla, ali bo to Google, ali bo to Apple, ne veva, ampak ena izmed teh.